Najprej iskrene čestitke vsem vam, ki ste se nocoj tukaj zbrali, da niste Božiča zamenjali za prazne denarnice z prevelikim nakupovanjem daril. Po teh 4 tednih v mesecu decembru je bil tukaj na mestu te čudovite ikebane adventni venček, normalno z 4 svečami. In dragi otroci, nekoč se je zgodilo, ker je bilo v cerkvi že tako zelo hladno, pa tako malo ljudi, da so 3 svečke že ugasnile. Bil je prepih. Najprej je ugasnila prva sveča, ki je bilo ime mir. Rekla si je, kaj naj še sploh govorim? Saj ljudje danes mira sploh ne potrebujejo več. Raje živijo v prepirih, samo moj prav velja in nič drugega. Zakaj bi se še trudila in tukaj gorela? In sveča mir v današnjem času ugasni. Drugi svečki je bilo ime vera. Ljudje me sploh ne marajo. Ko jim gre vsekakor po maslu, ki imajo polne trebuhe in mize, name na vero, sploh ne pomislijo. Morda se bo kdaj še kakšen otrok pomoli, Bog, daj da bi dobil petko, to dokotoro nadalo, ko pa petko bom vprašal. In od žalosti je bila ugasnila. Tudi plamen 3. sveče je še samo na malo brlel in mala sapica je zapihala in tudi ljubezen je ugasnila. Zakaj bi še govorila? Saj danes me ne spoštuje več nihče. Čeprav vsaka pesem govori in jo opeva, kako je pomembna, v resnici ljudje mislijo, da v ljubezni služijo sebi, ne pa drugem. Ne razumejo več tiste osnovne logike, da je ljubezen edina stvar, ki se množi, ko se deli. Več je daš, več je boš prejel. Bolj odčuvaš in stiskaš zase, manj boš ljubil. In ugasnila je tudi 3. sveča ljubezni. Dragi otroci, potem pa pride eden izmed vaših vrstnikov mimo v to cerkev. Zakaj ne govorijo vse sreče? In oglasi se 4., ki je še čisto mišljeno, še gorela, pa je dejala. Dokler govorim jaz, lahko z menoj prižgeš vse sveče. In ta otrok je vzel to malo paličko, je prižgal mir, je prižgal ver, je prižgal ljubezen. In ta 4. sveča se je imenovala upanje. Spoštovani, na to sveto božično noč vam želim obilno upanje, da boste prižgali mir v soseščini, kjer so skrhani odnosi med sosedi, kjer so skrhani odnosi v družini, da bo zopet zavladal mir. Želim vam, da boste z tem upanjem
prižgali vero v boljši jutri, kajti ratali in postali smo tako jamarajoči, da je vse brez veze, nič se ne da obupani, ne samo vera v Boga, vera v boljši jutri. In s tem upanjem preživite tudi tisti ljubezen, tudi tisto ljubezen, ki je v zakonu, ki ugaša, ki je nekoč gorela, pa je ni več. To so iskrene želje v letošnjih jaslic, ki so jih pripravili naši mladi, kako so otroci s kateheti, katehistinjami prej lepo sodelovali in se iskreno zahvaljujem. Tako so tudi mladi naredili letos mladinske jaslice. Če veste, v mesecu novembru je bila sinoda o mladini, zato so tukaj mlad pan, ki pričakuje novo življenje in še podobne simbolične stvari. Ogromno skrivih zakladov boste lahko uzrli pred jaslicami. Vidimo pa tudi tistega osrednjega, novorojeno bitke. Blagoslovljen Božič, mojem imenu, v imenu gospoda župnika, vseh katehistov, katehistov in župnijskih sodelavcev, ponosen dan samostojnosti in enotnosti, ter blagoslova polno leto 2020.